večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Vas zanima, kaj imata skupnega Pahor in Janša? Ne strinjata se v marsičem, niti v tem, kam bolj paše Slovenija, na zahod ali vzhod, ampak uspehi Rogliča in Pogačarja na Turu lahko združijo tudi predsednika Pahorja in premierja Janšo. Ni kaj, politika razdvaja, šport združuje. Vi pa gledate prvo oddajo 4. sezone Faktor na TV3, Resnica boli, komentarji še bolj in Smrt sovražnemu govoru, Svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali Višegrad ali Berlin, kam bolj paše Slovenija, med evropske pridne punčke ali med vzhodne razgrajače. Kam spada Slovenija, na nemško-francoski vlak ali na Višegrad Ekspres, nam bo pomagala razvozlati naš posebni gost, dr. Bernard Nežmah in naš stalni komentator, dr. Igor Lukšič. Dobrodošla. Dobro večer. Igor, Bernard, predno začnemo, kaj je bolj nenavadno? To, da Janez Janša gleda TV Slovenija ali to, da Borut Pahor kot zapriseženi ateist tvita o Marija? Imate kakšno idejo? Ne, iz prve takole ne. Ne, vse mogoče. Bernard, ti si kolesar, čeprav vem, ne? Da si bolj iz foha. Ja, ne petkov, ja. Petkov ne, ampak tako, ne? Ja, seveda. Tako resen, tudi ob drugih dnevih kolesariš, ne? Samo Ja, petkov. vseh dneh. In? Kaj praviš na... Ja, mislim, meni je to zanimivo. Pričakoval bi mogoče, da bi segla ta ideja tudi do petkovih kolesarjev, ne? Da se ne bi vozili samo okoli 2 ulic, ampak da bi naredili tur, recimo saj mini tur, Vrhnika Ljubljana. Da bi ta duh kolesarjenja malo pravzaprav penetriral v širše kroge. Tako kot maraton Franja, misliš? Ja, seveda. Okay. Dobro, gremo na današnjo temo. Zdaj, Slovenija nekako občutek je, ne, se poskuša drugače pozicionirati pod vlado Janeza Janše, kot je bila prej pozicionirana. Tudi ta zdaj strateški forum na Bledu je nekako izvenel delno v tej smeri. Tudi glede na zasedbo tujih gostov, ki je sicer bila impresivna, imeli smo kar nekaj predsednikov vlad in tako naprej, ampak čuti se, ne, da se nekako odmikamo od, ko bi rekel, tega, da želimo slediti predvsem Nemčiji. Igor, je ta občutek pravilen ali gre v bistvu za neke nianse, ki nimajo nekega strateškega pomena? Jaz mislim zaenkrat, da ni zelo velikih sprememb. Nekaj, da v tej COVID situaciji se je celotna politična klima spremenila ali pa se ima namen spreminjati v tisto smer, kamor bo šla nova večina. In če spremljamo vse države po svetu, je ta, gledano, kar zadeva politične režime, zelo peljala v neko avtoritarnost. Tisti ljudje, ki so opuščali neke demokratične standarde, so nekako lažje organizirali neko večino okrog svojih drugih politik. In to se je zdaj nekako institucionaliziralo tudi v tej pobudi, ki jo je nekako predstavil ta Blejski forum. To je en del zgodbe, ki je pomemben. Se pravi, v teh iskanju, kako naprej z novo politiko ob tej izkušnji covida in ob tej izkušnji, kaj se da v takih situacijah z demokratičnimi postopki, v smislu teh, kot so do zdaj bili v veljavi, ne, zelo zbirokratizirani. Tako da bo tudi demokracija doživela verjetno kakšne spremembe v smislu večje učinkovitosti. Seveda so pa tu poskusi tudi, da neki pridihi, to, kar vidimo tudi kritike, ne, nekih totalitarnih praks, ampak zaenkrat nič usodnega, zaenkrat se mi zdi, da je razprava odprta, da se še ni prevesila tehtnica ne na eno, ne na drugo stran. Tako da jaz sem vesel v tej smeri, da Slovenija išče neke rešitve, da je del te debate, ki ni samo slovenska, ampak tudi mednarodna, ki je tudi debata o novi ureditvi Evropske unije. In tu pričakujem, da bo Slovenija igrala bistveno bolj aktivno vlogo, kot jo je do zdaj. Bernard, včasih smo nekako bežali od vzhoda, ne, proti zahodu, a zdaj bežimo nazaj ali v bistvu ves čas tečemo na mesto? Kaj ti praviš? Ja,
tle je napaka v perspektivi. Včasih je bil vzhod naš zaveznik. Zadošča, če bi pogledali, koliko obiskov je imel predsednik Tito v Sovjetski zvezi in celo po parkrat na let se kdaj tam oglasil. To je bilo, nekoč je bil ta vzhodna povezava pravzaprav jeklena. Zdaj se je zgodilo mogoče nekaj drugega, da v času Šarca pa Cerarja bi lahko rečeli, da skoraj nismo opazili zunanje politike. V smislu srečevanj. Imeli smo edino tako dva momenta močna, vpeljavo skupnih sej s srbsko vlado, ki vrag vedi, kakšen smisel je to imel. Vsekakor je bil to najmočnejši del in relativno številčen obisk v Moskvi in še prej pod Vršičem. To je bilo pravzaprav edino opazno, pa sem pa tja kakšno srečanje. Zdaj z novo vlado je pa pravzaprav Slovenija očitno postala malo več akterja. Skratka, ne gre samo za to, da se premier ali pa zunanji minister nekje slika v neki druščini v Bruslju, ampak da je pomembno tudi kakšne ideje, kakšne koalicije oziroma kako artikulirati skupne interese. Zdaj ne smemo nekaj pozabiti, da smo kot država, imamo najbolj podobno preteklost ravno z vzhodno Evropo. Bivali smo podobne režime, sicer malo različne, in vsi smo soočeni z obliko te tranzicije iz enega sistema v drugega in z tega stališča je največ izkušenj in mnogo čem največ bi rekel, sorodnosti med temi našimi izkušnjami. In ta artikulacija, da postaneš faktor, ki lahko nekaj povezuje, se mi zdi, je novum. Novum, ampak zato je potrebno pravzaprav še kaj več. Recimo, Šarcu očitno ni nič uspelo. Z mojstrstvom komedijanstva je težko vzpostavljal kakšne mednarodne stike. Zdaj, Janša, zdaj vidim, da gresta z avstrijskim premijerom celo plezati v Triglavsko steno, je na tej ravni že bistveno, bi rekel, ima očitno več adutov. Konec koncev ne smemo pozabiti na Drnovška. Na kakšen način je njemu uspel spremeniti tedanjo jugoslovansko politiko. Z ameriškim ambasadorjem Zimmermanom je igral tenis, potem je hodil na jogging, Solano je kolesaril, gorsko kolesaril. Skratka, te podobnosti v stilu življenja, ki je recimo bil Drnovšek mogoče en zadnjih, ki jih je tako s pridom unovčil v mednarodni politiki, je na nek način kaže, da to prihaja tudi zdaj. In če bi tako eno anekdoto iz preteklih časov, Edvard Kardelj je bil naš veliki politik, podpredsednik vlade in potem je bil dolga leta zunanji minister, do leta 1953. Potem so ga pa zamenjali. Zamenjali so ga s Kočo Popovičem, ki je bil nadrealist, študiral, doktoriral oziroma diplomiral na Sorboni in v času, ko je hotela Jugoslavija se odpreti proti Zahodu, proti Američanom, Francozom in Angležem, je bilo nujno zamenjati okorelega Moskovčana, kot je bil Kardelj, z človekom salonskih dimenzij in dobrim govorcem teh jezikov. Tako da pravzaprav se zavedamo, da je zunanja politika niso samo imena, ampak so tudi geste, početja in tudi pravzaprav zahteve. Tisto, kar je bilo nenavadno v našem prejšnjem času, da je veljala samo ena mantra. Treba je prikimati Francozem oziroma Nemcem in to je to. Največ, kar se lahko naredil, je to. Danes se je pa obrnili in to jaz bi rekel, da je zelo dragoceno. Ampak zakaj recimo, Igor, po tvoje vmes, mi smo že imeli šanso, da bi se pridružili tej višegrajski skupini pred leti, pa smo takrat rekli, da ne, da smo mi bolj razviti, da ne pašemo tja. Kaj se je zdaj recimo po tvoje vmes spremenilo? Mogoče je stopnja razvitosti padla, pa smo bolj izenačeni, tako da so oni recimo to je ena od možnih razlag. Po nekih kazalcih to drži, so nas kar ok, ampak recimo, če gledamo bolj tako strateško, Slovenija je napredovala. Recimo to področje slovensko je napredovalo v navezi na idejo protestantizma tam v 16. stoletju zelo močno. Potem
je bila ta ideja osovražena in s tem tudi nemški vplivi so bili zelo na nek način problematizirani. Potem imamo francoski vpliv, zelo močan po francoski revoluciji. Napoleon pride sem, najprej ga vodnik sprejme kot sovražnika in opisuje to francosko armado kot enega velikega možnega okupatorja in je vesel, ko ga Avstrija prvič nekako zaustavi. In takrat on pravi, stavimo na Rusijo, ruski car nas bo rešil, mi Slovani, in takrat se začne to neko rusofilstvo. Potem pridejo Francozi in vodnik prvi se z njimi spajdaši in potegne iz te zgodbe nekaj. Zakaj to govorim? In tako naprej. Imamo z Nemci pač tako in drugačno tradicijo, tudi s Francozi, tudi z vsemi sosedi tako in drugačno. Zdaj, govoriti o kakšnem trajnem sovraštvu med posameznimi državami ali pa temi, ki so velike ali manjše, je nesmisel. Se pravi, mi smo zdaj v nekem trenutku, kjer se svet reorganizira in v tem trenutku je treba biti aktiven in voditi eno aktivno politiko. Jaz mislim, da slovenska notranja politika enostavno ni razvila enega vzorca debate o zunanji politiki, o našem umeščanju, da je to bolj stvar nekaterih specialistov in novinarjev, ki se s tem ukvarjajo, medtem ko notranje politično pa se s tem ne ukvarjamo. Zato imamo zdaj problem, ker se ljudje prehitro začnejo opredeljevati. Ni še čas, da bi se opredeljevali zdaj, ali smo za Orbana, ali smo proti Orbanu, ali smo za Merklovo, proti Merklovi. To je vse odprto, koliko in kje. Hkrati pa seveda moramo oblikovati naš lastni interes, s katerim bomo šli v ta pogajanja. In ta poskus, recimo, ki ga zdaj Janševa vlada vodi, je nek aktiven poseg v to razpravo, v te odločitve, ki šele bodo prišle. Te moram tukaj za trenutek prekiniti, si bomo vzeli krajši predah, pa bomo po oglasih pogledali, kdaj bo pravi trenutek, da se opredelimo, ali smo za Orbana ali za Merklovo. Tako da ne namojiti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kam spada Slovenija, k Berlinu ali k Višegradu. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Bernard Nežmah in Igor Lukšič. Pogovarjamo pa se o tem, kam bolj paše Slovenija, med evropske pridne punčke ali med vzhodne razgrajače. Igor, predno smo šli na oglase, si ravno razvijal misel o tem, da je dobro, da se Slovenija mednarodno pozicionira znotraj Evropske unije, se pravi, da poskuša zavzeti neko stališče in je s tem tudi bolj prepoznavna, če te prav razumem. Ja, jaz mislim, da je to tudi dobro, da zdaj v pripravah na predsedovanje to vlogo prevzema in da je to aktivna. Zdaj, tisto, kar jaz zmeraj pogrešam, je, da se v to ne vključuje vsaj strokovne javnosti, se pravi, da tudi znotraj Slovenije ne teče neka debata, ki ne bi bila samo politična, v tem smislu, da se stranke med sabo nažigajo, kdo ima prav in ali gremo v pravo smer, ampak da bi tudi v tem, recimo, zakulisju ali pa v tem intelektualnem delu opravili ene razprave o tem, kaj je strateški interes. Ker to Sloveniji manjka. Nekaj, kar bi držalo zunanjo politiko po koncu v neko smer, ne glede na to, katera vlada je. In točno ta dilema, ki je v naslovu oddaje, to Ljuš se mi zdi si dobro postavil, je nekaj, kar Slovence bega in bi se radi hitro opredeljevali. Smo videli tudi ne zdaj, da bi popravili ta vtis, ki je mogoče nastal zaradi Višegrada, so povabili Francoza, ampak to ti lahko hitro zdrsne. Nekdo bi lahko se rekel, mi hočemo biti nekaj samosvojega, potem pa največjo kolonialistično državo ali pa eno od največjih, ki je še ostala v EU, pokličemo, da nam bojo povedali, kaj je naša agenda na predsedovanju. Če bi ta vtis nastal, bi bilo slabo in potem nismo nič naredili s tem, da poskušamo neko svojo pozicijo bolj trdno postaviti.
Je pa zanimivo, ne, Bernard, kako sta se neki si ti že v tem uvodu, si že ti v tem govoril, kako sta se ta pola, ne, magnetna polja sta se obrnila zdaj, kot na kompasu, ne, se pravi, zdaj levica, ne, ta pač tranzicijska levica v Sloveniji zdaj nekako navija bolj za zahod, ne, za Berlin pa za Pariz, ne, medtem ko desnica navija za vzhod, ne. Ja, ampak tako, tle sta še cel kup momentov je. Prvo, dobra lekcija, da novi obrazi, kot so bili Bratušek, Cerar, se pravi Šarec, imajo en hud handicap, ker so padli z neba, torej nimajo kolegov po Evropski uniji. A ne? In recimo še zadnja vlada, ki je to imela, je bila Pahorjeva, ker je nujno, a ne, nujno, če sodeluješ v Evropski uniji, moraš biti del ene mreže. Mreže te politične in če si padel ti iz neba, pravzaprav boš samo statist lahko. To je en moment. Drug, zelo resen, ki se ga v naši deželi zelo pozablja in je na nek način, jaz bi rekel, tudi tradicija še partijskega časa, ki so veljale dobre države in slabe. Če so recimo v Španiji zmagali socialisti, jih je jugoslovanski tisk hvalil in točil solze, kadar bi zmagala konzervativna stran. Dejstvo pa je v politiki seveda, da imaš ti soseda in partnerje v Evropski uniji ne glede na politično izbiro. Ne? In da Orban, karkoli si o njem misliš, je pač voditelj sosednje države, s katero imaš serijo skupnih interesov. Se pravi, da pogled, da obstajajo dobri in slabi voditelji, te, s katerimi se lahko družiš in oni, ki so na nek način stigmatizirani, je čisto dnevno političen. Ne? To lahko uspe recimo Ameriki, kjer odkodarkoli bo prišel predsednik, samo odprta vsa vrata, ne rabi vnaprejšnje, pa z močno administracijo ima. Medtem ko v Sloveniji je seveda prednost starejših strank, ki so konsolidirane, ki imajo mreže po Evropi, vsekakršna. Konec koncev smo doživeli zelo nenavadno srečanje, ko je kongres Nove Slovenije obiskal Donald Tusk, se pravi poljski visoki nekdanji, mislim, da tudi premier, mož, ki je v ostrem konfliktu tudi z aktualno poljsko vlado, ampak ni videl zdaj zadržka, da ne bi obiskal briko stranke, ki je pa bliže njegovi vladi in obenem je izpeljal redko stvar. Včasih je papež povedal 3 besede po slovensko, pa smo bili navdušeni. Zdaj imel pa Tusk pravzaprav cel uvodni nagovor, ga je bral v slovenščini in čisto podobno. Kar seveda govori o tem, da imajo te tradicionalne stranke lahko vsaj politično pomembnejšo težo. Zdaj, to, da se eni obračajo, jaz ne bi rekel, gledajte, če vzamemo aktualno vlado, nimam občutka, da se bi zdaj otepala zahodnih držav. Tudi, kot si omenil sam, francoski premier je bil tukaj, avstrijski in tudi ostali, nekako ne vidim razloga, zakaj ne bi bili. Mislim, da je tukaj ta zunanja politika, da je na nek način po dolgem času zaživela. Prej si pa omenjal o konsenzu. Pri konsenzu je vrag, v usodnih stvareh ga rabiš. Recimo, mi smo zelo slabo se zavedali tega, da Srbi v času vojne in v Bosni in na Kosovu je Milošević na srečanja, v kateri so se dogovarjali, kaj bo o Rambujeju, povabil tudi svoje nasprotnike, kot so bili Šešelj, Drašković. Skratka, družno so kovali in jih je tudi resno poslušal. Ni šlo samo za to, da pro forma in vrže kakšen korenček, ampak je šlo za vprašanje, kako z vsemi idejami, ki so na razpolago v državi, skonstruirati čim boljšo zunanje politično strategijo države. Tako da jaz vsekakor vidim, definitivno je prišel, oziroma se dogaja nov veter. Igor, koliko je zdaj to recimo pri drugih državah pa pri nas, če pokomentiraš? Nekako imamo občutek, da druge države imajo neko bolj tako konkurentno, tudi dolgoročno zunanjo politiko, neodvisno od tega, kdo je na oblasti. Pri nas mogoče tega ni. In drugo, koliko so te osebni stiki res pomembni, to, kar je tudi Bernard omenjal, koliko pa je recimo bolj pomembna ta neka strateška usmeritev
države. Ne? Se pravi, a je pomembno, da se pač voditelja ujameta tudi čisto na osebni ravni in koliko je to pomembno za neko tako državo, kot smo mi recimo? Je najprej pomembno, da se država konstituira v smislu oblikovanja ene predstave, kaj bi rada dosegla sama sabo in v svetu. A se ti zdi, da smo mi že na tej točki ali šele gremo? To je nekaj, kar nam manjka. Mi smo pač imeli enkrat jasen cilj, ali pa enkrat večkrat smo imeli. Recimo takrat, ko smo bili še v bivši Jugi, smo gojili neko inicijativo tle od Vidma pa prek Celovca, Graca, Zagreba. Skratka, smo se šli neko srednjeevropsko inicijativo. Potem, ko smo bili osamosvojeni, smo predvsem hoteli iti ven iz Jugoslavije z vsemi vezmi in se navezati na Zahod, vstopiti v te integracije. To nazadnje z Evro in OECD-em nam je tudi uspelo. Se pravi, v teh organizacijsko-tehničnih opravilih to smo bili kar dobri in uspešni. Ampak pri opredeljevanju, kaj mi hočemo in kako to doseči, z pozicioniranjem družbe in recimo tudi kapitala, kakšno vlogo naj ima kapital, pa če hočeš kapitalisti v tej državi, kakšno vlogo tisti, ki živijo od rente, delavci in tako naprej. Tu imamo pa en velik problem, ker enostavno nismo do zdaj še razvili tovrstne družbene strukture. Zdaj pa kar zadeva individualne povezave. Te so v tej situaciji, v taki situaciji, kjer ni oblikovanega tega strukturalnega interesa, še toliko bolj pomembne. Jaz se spomnim, ko sem bil strankarski funkcionar tam od leta 1997 in sva s takratnim predsednikom šla v Nemčijo, naj jo sprezel Lafontaine in potem Verheugen, ki je bil potem komisar in je vodil vsa teh priključitev 10 držav leta 2004. Se pravi, mi smo imeli osebni stik s temi ljudmi, ki so bistveno vplivali in si jih lahko poklical kadarkoli in seveda in Sharpingom in tako naprej, z ministri smo se dobivali. Dobivali smo se tudi s kolegi iz drugih držav, ki so potem eni prišli na oblast ali pa so bili v parlamentu. Skratka, imel si neposredne stike, predvsem si pa imel občutek in si lahko ustvaril lastno sliko o tem, kako oni vidijo Slovenijo, kje si ti in si tu lahko pomagal v neki debati v Sloveniji o tem, kako se pozicionirati. Zdaj, tiste stranke, ki nimajo tovrstne možnosti, da bi se ljudje socializirali 10 let recimo prej, preden zavzamejo pozicijo, je to en velik hendikep, ne samo za njih, ampak predvsem za Slovenijo. In to gotovo je o tem, kar je Bernard tudi govoril, velika prednost Janše, ki je na sceni že zelo dolgo in se lahko to dosti suvereno udeležuje teh razprav, stališči in včasih celo koga kaj podučuje in to je na nek način za Slovenijo, zdaj odvisno kako kdo gleda, ampak dobro, včasih tudi mogoče problematično. Tako da ta izkušnja, to, da nekako politično zorimo in v tem zorenju bi bilo treba oblikovati neke trajne relacije, ne samo strank, ampak tudi na personalni ravni med ljudmi, da je to dobro za državo. Ampak seveda, ključno pa je to, da ti angažiraš potencial v državi. To, kar je mogoče pri tej vladi, pri Janševi vladi problem, se pravi, sprožila je ambicijo, v redu, ampak tu bi bilo treba zdaj širši potencial vključiti, ne samo ta strankarski, ne samo to, kar je znotraj stranke nastalo in so poročali zdaj na eno ali drugo stran. Zdaj, če mislijo resno s to opozicijo in s prerazporeditvijo sredstev in moči v Evropi, potem bi bilo treba to tudi v Sloveniji angažirati večje število ljudi in tudi iz različnih polov, v to dati tudi nekaj sredstev. In skratka se iti potem resno politiko, ker resna politika enostavno ni samo PR. Bernard, zdaj, ko smo ravno na koncu pri PR-ju, zdaj vsi se strinjamo očitno, Janša pa če dolgo že na sceni, ima te tudi osebne povezave, strankarske in tako naprej, evropske, to pomaga. Zakaj po tvoje recimo to ne vpliva na poročanje tujega tiska, konkretno v Janši pa v Janševi vladi? Vemo, imeli smo kar nekaj primerov pač teh negativnih člankov povezano z epidemijo, z drugimi potezami vlade. Zakaj recimo ta dober položaj, ki ga ima, pa mednarodni ugled, ki ga ima Janša kot predsednik vlade, ne vpliva tudi na tuj tisk po tvoje, ko pišejo v Sloveniji? Ja, glej,
s tujim tiskom je pravzaprav zelo preprosto. Nekoč so po Jugoslaviji hodili dopisniki, ki so govorili vsaj srbsko in so živeli tukaj in so sami prebirali časopise, so si ustvarjali mnenja, so se pogovarjali z ljudmi. Danes imamo novinarje, ki pač v Sloveniji ne ve tako rekoč nič, potem pa rabi seveda zgodbo, ker zdaj je ena izmed zgodb vzhodni avtokrati. In kaj je bolj idealnega, če najdeš še enega, ki spada zraven? Še eno govor. In zanimivo bi bilo samo pogledati, na osnovi česa nastanejo članki. Ti rabaš, če ne govoriš jezika, če nisi bral, rabaš sogovorce. In potem, kateri so citirani, je jasno, da so sogovorci te, ki prispevajo k sliki. K sliki, ki je pa problematična v marsičem. Če vzamemo recimo Rusijo, tam je slika avtoritarca v Evropi, Putina, gor in dol. No, ampak zanimivo je bilo, recimo, in zdaj iz tega izpeljaš pravzaprav na celi ravni, kako država despotska. Pred časom so imeli na Krimu sodni proces proti nekemu Ukrajincu, ki je hodil v barvah ukrajinske zastave. In je bil, so ga obsodili proti državne oziroma sovražne dejavnosti. Zadeva je bila pravzaprav absurdna na nek način. Se je bil obsojen, samo tisto, kar je bilo pa nenavadno, je bil pa obsojen za 48 ur družbeno koristnega dela. Kazen pa za tak despotski režim je pa minimalna. Tako da zdaj bi bilo treba, veste, problem je pravzaprav v tem, kako je zelo najbolj enostavno je nekaj posplošiti, reči, ta je fašist, ta je stalinist, medtem ko gre za tisoče detajlov. In od tiska se pričakuješ, ali pa od medijev, da znajo razbrati detajle. In tukaj jaz mislim, da je zgodba zelo preprosta. Če iz Slovenije prihaja toliko in toliko znakov, da imamo tukaj, bi rekel, despotsko, tako rekoč, vladavino, je to nekaj, kar je sestavni del potem ene večje verige, in vsak, ki opisuje svet, je bolj zadovoljen, če lahko v svojo šablono še eno ali pa dve državi vključi. Je pa osnovni problem to, da se moramo pa zavedati, da prevelikega respekta a priornega do medijev ne moramo imeti. Zato, ker mediji tudi falsificirajo, predvsem pa, kot rečeno, če ti ne poznaš jezika in sam nisi prebral, kaj se tam dogaja, je to, bi rekel, zelo vprašljiva slika v deželi. Zdaj, glede tega vprašanja je verjetno tudi Janša ima določene zasluge za to, da ima tak imič. On zlasti tvita take stavke in take izraze kuje skupaj, ki jih na Zahodu šolan novinar ali pa urednik razume kot avtoritarne oziroma nespodobne, brez bontona, nekaj, kar ne pritiče predsedniku vlade. In zdaj, če nekdo to še opremi zgodbo, zatem in še s kakšno potezo, recimo to, da je vlada takoj na začetku zamenjala 4 ključne ljudi v represivnih zgodbah, jasno, da to se poveže in nadijo. In to je pravzaprav problem tudi te Janševe vlade. Zato je škoda, recimo, da taka iniciativa, kot je tale zdaj na zunanje političnem področju, se pravi, da se bolj aktivno gre, da je pod tem sojem, pod to lučjo. In tu bi bilo dobro, da bi si dobili kakšne svetovalce, oziroma tukaj imamo zdaj spet to zgodbo, kaj je mobilizacija notranje političnega volilnega telesa v odnosu do zgodbe, ki si jo mi želimo. Kje se konča zunanja politika, pa se začne notranje. Se pravi, če ti hočeš res narediti nekaj dobrega za državo, potem to težko narediš, če hočeš samo svoje volilno telo vzdrževati v neki kondiciji, kot da bojo jutri volitve. In Janša to počne, da se pravzaprav pripravlja, kot da bojo jutri volitve, in potem je na tak način tudi tarča ocenjevanja in ocenjevalcev. Ja, čeprav zdaj mogoče ni za pretiravati z težo in pomembnostjo in odmevnostjo tovrstnih člankov, ki se sem pa tja kje pojavijo v zahodnem tisku, ker že če bi šli gledati, jih je relativno številčno, se majkrat Slovenija na ta način povabi. Je pa res še nekaj drugega, da
Zato sem jaz zelo občutljiv na ta lahkotne uporabe izrazov avtoritarnost. Če pogledamo delovanje zdajšnje vlade in jo primerjamo s prejšnjo, imamo zdaj situacijo, v kateri člani koalicije čist redno, kadar se ne strinjajo, javno ostro nasprotujejo zoper kakšne poteze Janše oziroma njegove stranke. In potem iz tega ne nastane nič, nobenih sankcij, medtem ko če gleda, in obenem pa Janša igra eno drugo vlogo, da svoje partnerje vsem podpira. Ne odstavlja jih, kadar je kdo v škripcih, mu pravzaprav ga podpre, ne udari še po njem, ker če se spomnimo Šarca, Šarc je vedno gradil na tem, da slabše se njegovemu partnerju godi, boljše zanj. In vedno je poskušal najti znotraj strank, ki jih je kar discipliniral eno za drugo, oziroma gradil je, kako so bolj moralni sami, pa je tam odstavil pri SD Prešička, pa Bandelja pri Bratuškovi, pa Desus je tudi svojo ceno plačal. Tako da z tega stališča imamo, če gledamo čisto praktičen način vodenja koalicije, tukaj pravzaprav ni opaziti avtoritarnih potez. Ampak, se vam ne zdi, recimo, da mi Slovenci smo itak, ko se že neka vlada odloči, da bi nas nekam pelala, da pač se mi po večini se itak norčujemo iz tega, sploh ni važno, kje smer je. Ne? Vemo, Pahorjeva vlada, pa takrat je imel Pahor ta nemško-francoski vlak, pa so se vsi iz tega norce delali. Zdaj imamo ta Višegrad, pa se vsi iz tega norce delajo. Ne? Ni problem v bistvu v nas, ne toliko v politiki, ker ne verjamem, da se da v Sloveniji z neko zunanje politično potezo zmagati na volitvah. Ne? Recimo LDS, takrat smo šli v NATO pa v EU, pa je izgubila volitve. Ne? Kaj vi dopravite na to? Ja, jaz mislim tudi to, da edino slovenska javnost nima neke prave predstave o tem, da bi ta država kam morala iti. Nekako smo zapečkarsko v svoj popek zagledani in nas to kaj dosti ne prizadene, razen recimo ta relacija s Hrvaško ali pa mogoče še z Italijo. Ja. Drugače pa ni tle nekega silnega premisleka. Težava je tudi v tem, da v intelektualnem delu nimamo enega pritiska na politiko glede zunanje politike. Ne? Tudi glede investicij v štipendijski sistem, ki bi promoviral slovensko znanje ali pa na nek način bolj vrtel znanje naše in tuje in tako naprej. Skratka, to nekako nimamo tega, ampak tisto, kar je težava, da pri nas se še ni oblikoval nek sloj, ki bi razumel, da ta država je aparat, s katerim lahko mi uveljavljamo svoje interese. Ne? In uveljavljamo in seveda tudi razvijamo. Tega enostavno ni in potem je temu primerna tudi naša zunanja politika. Ne? Ti, ko gledaš, koliko investiramo mi v zunanjo politiko, to je najmanjša postavka v budžetu. Ne? To je nekaj, kar je zato, da mi vzpostavimo neko veleposlaništvo nekje ali pa kakršnokoli predstavništvo, ki bi ga država plačevala ali pa tako drugače spodbujala, je neka silna diskusija in odvisno od interesa mogoče enega posameznika ali pa kaj takega. Skratka, nimamo neke strateške predstave o tem, kam naj ta država gre. Ja, ampak jaz bi rekel, da gre še za nekaj. Ni v igri samo fasada, ampak tudi vsebine. Če govorimo o različnih evropskih državah, jih velja kdaj tudi pogledati, kako kaj pri njih deluje. Ena stvar, ker je Slovenija v resnici škandalozni outsider v Evropski uniji, je to, da nimamo varuha se pravi svobode trga, se pravi tega, ki skrbi za preganjanje monopolov. Agencijo za varstvo konkurence. Ja, po imenu ga imamo, ampak se spomnite, kako njegove resne poteze, razen da je par delnic vzel v Mercatorju, pa jih je pol mogel vrniti. Se pravi, to je nekaj najbolj usodnega, če hočeš imeti tržno in kakršnokoli demokracijo, je, da imaš pošteno tekmo. Pošteno tekmo čim večjih, ker nimaš monopolistov, ker nimaš klientelizma. Glejte, pri nas smo imeli na ravni države celo še to nekaj funkcionira. Zdaj imamo razpise za velika dela, pa se jih kar nekaj javi. Ampak na ravni mesta, rečemo, glavnega mesta Ljubljane se kdaj za večje delo kar nekaj milijonov
jav en sam kandidat. Za tajnico se jih javi 200, zato da bi pa zaslužil pri poslu pri 5 milijonih pa en sam. To bi mogla se tako razveljaviti, kadar se to zgodi, ker govori samo o tem, da se te gradbeniki nočejo prijaviti, zato ker vejo, da je stvar pravzaprav brezupna. In v tej točki bi mogel varuh konkurence, imena, ki sta mi prej pomagala, je odigrati resno vlogo. Mogo biti močna figura, ki bi se bal in to je nekaj, kar bi lahko zgledom, lahko bi si kdaj ogledali, ne samo o tem, da poročaš o tem, kakšen časnik piše o Janši nekje v Angliji, ampak da bi pogledali, kako pa delujejo varuhi konkurence recimo v Nemčiji, kako v Franciji, v Angliji. In v tem smislu smo kot nek otok, ki se nas to pravzaprav ne tiče, pa jaz mislim, da je to eno bolj usodnih vprašanj. Ampak zdaj, Bernard, si rekel, konkurenca. Po drugi strani imamo pa direktorico Gospodarske zbornice Sonjo Šmuc, ki pravi, slovenska podjetja lahko zgradijo večino drugega tira, se pravi, ne rabimo te neke tuje konkurence. Kako je zdaj s tem? Ja, to je to ključno nerazumevanje sveta. Da nismo več avtartične dežele, kjer se odločamo in tuji svet izključimo, ampak da smo del sveta, da smo del sveta in da moramo dopuščati pravzaprav ostalim, ker konec koncev, tako je bila partijska Jugoslavija delovala z ostro mejo, če se spomnite, nisi mogel računalnika kupiti, ker si plačal dvakratno ceno še za carino pa davščine, in reči v tem, da je bilo to odlično, ker smo slovenska podjetja, recimo se Iskra, malo s tem ukvarjali z računalnika, kdorkoli podpirali, je seveda zelo kratkoumno. Ta odprtost je pač nujna. Druga je pa seveda, da pravzaprav omogočaš recimo lastnim podjetjem, da te osnovne pogoje preživetja, kot je bil v korona času, tako resno vprašanje. Je pa eno čist vprašanje še prele, kako se svetovne povezave ali pa stiki recimo lahko tudi krhajo. Če, kakor zdaj opažamo, je kar nekaj grenkobe v odnosih med slovensko in nemško vlado. In ne smemo pozabiti, da nemška vlada oziroma nemška administracija je v času korone bila znana potem, da je zaplenila zelo močno pošiljko sredstev teh protikoronskih za Slovenijo. In to so stvari, ki igrajo očitno tudi svojo vlogo. Igor, počasi bomo zaključili. Zdaj, Janša je ponudil to partnerstvo političnim strankam, opoziciji, več ali manj ga niso sprejele. Bi po tvojem moral zdaj ponuditi partnerstvo, da rečem tako, civilni družbi, temu pač nekemu tudi znanstvenemu, strokovnemu premisliku, in če bi se ti recimo bil pripravljen angažirati v taki zgodbi, če bi tak poziv prišel? Veš, kako to abstraktno načelno partnerstvo je pač del ene politične igre. Zdaj, kadar hočejo neodvisne ljudi angažirati pri kakšnem projektu, potem se to individualno angažira. In to se mi zdi, da bi bilo dobro. V Sloveniji je vrsto ljudi, ki imajo izkušnje od gospodarstvenikov tudi na področju znanosti. Zdaj samo vprašanje oblike, v katero bi radi to spravili. Če bi rad institucionalno, veš, potem rektorje univerz povabiš, pa ne vem kaj, ampak vprašanje, če je z tega kaj. Ampak če pa individualno vabiš ljudi glede na izkušnje in pripravljenost, potem je pa to druga zgodba. Prav, dr. Bernard Nežmah, dr. Igor Lukšič, najlepša hvala za vajne današnje komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil strateško-analitični že 458. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali bitka med spoloma. Kdo si bolj zasluži volilno pravico, ženske ali moški? Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.